Najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Miro Cerar nadaljuje pogajanja s potencialnimi koalicijskimi partnerji. S predstavniki Desusa so končali pogajanja o vsebini koalicijske pogodbe, dogovorili so se o demografskem skladu, socialnem podjetništvu in energetiki. V koalicijski pogodbi pa je tudi zaveza o izplačilu upokojenskega regresa. Pogovore pri Miru Cerarju so končali tudi predstavniki drugega najverjetnejšega koalicijskega partnerja, socialnih demokratov. Popoldne se bo Cerar sestal še z vodstvom zavezništva Alenke Bratušek, izid teh pogajanj je še zelo negotov. Stavka 111 delavcev podjetja Nafta Petrochem se po 2 tednih še nadaljuje. Stavkajoči zahtevajo izplačilo zaostalih plač, poravnavo socialnih prispevkov, pa tudi jasna zagotovila o nadaljevanju proizvodnje. Ker se predstavniki krovnega podjetja in upravljavca Slovenskega državnega holdinga ne odzivajo, bodo delavce danes z javnim shodom sredi Lendave podprli nekatera civilna društva in družine zaposlenih. Podporniki napovedujejo možnost blokade lokalne ceste proti Čakovcu. Tudi tretji poskus prodaje novozgrajene cerkve v Košakih pri Mariboru je bil neuspešen. Kupca, ki bi zanjo plačal 800 tisoč evrov, ni bilo. Razlog za prodajo cerkve so dolgovi do propadlega podjetja SCT, ki mu župnija za opravljena dela na objektu dolguje dobrih 665 tisoč evrov. Ali bo stečajni upravitelj SCT-a kljub neuspešnim dražbam še vztrajal pri prodaji cerkve, za zdaj ni znano. Košaški župnik ob tem upa, da bodo v cerkvenih krogih v kratkem zbrali denar za poplačilo upnika. Predvsem pa, da bodo cerkev končno začeli uporabljati. Zdaj namreč maše opravljajo kar pred cerkveno stavbo, vsako pa morajo prijaviti kot javno prireditev. Za nakup tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač naj bi se zanimali 3 vlagatelji, in sicer iz ZDA, Poljske in Italije. Rok za oddajo zavezujočih ponudb poteče danes ob polnoči. Cena za tovarno naj bi znašala okoli 10 milijonov evrov. Pinus bi tako lahko bil eno prvih prodanih podjetij iz nabora premoženja družbe za upravljanje terjatev bank. Število zaposlenih se je sicer od začetka leta 2012 prepolovilo na 76 delavcev. Prihodki bodo tudi letos nižji, le okoli 5 milijonov evrov. V najboljših letih je družba ustvarila tudi 20 milijonov evrov prihodkov. Policisti bodo ta teden v okviru akcije Hitrost počasneje je varneje ponovno poostreno nadzirali promet. Osnovni namen akcije je zmanjšanje števila nesreč zaradi prevelike hitrosti in njihovih posledic. Policisti bodo posebej pozorni na prekoračitve hitrosti v naseljih, pa tudi na večkratne kršitelje in voznike, ki najbolj kršijo hitrostne omejitve. Ihovi pri Lenartu je okoli 3. ure zjutraj zagorelo v gospodarskem poslopju. Gasilcem je uspelo rešiti živino, zgorelo pa je več kmetijskih strojev. Po prvih ocenah škoda znaša okoli 70 tisoč evrov. Goreti naj bi bilo začelo v podstrešnem delu poslopja, kjer je bilo shranjenih okoli 350 kubičnih metrov slame in sena. Po ugotovitvah kriminalistov je šlo za samoužig. Policisti bodo poročilo o požaru podali na pristojno tožilstvo. Jutri zjutraj bo v večjem delu Slovenije še pretežno jasno. Čez dan pa bo največ sončnega vremena v vzhodni Sloveniji. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni in ponekod v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 20 do 25, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V vzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še delno jasno. V četrtek bo oblačno s padavinami, sprva tudi nevihtami. Ohladilo se bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kmetje bodo ostali brez dopolnilne dejavnosti. Večina strank še skrivnostna glede županskih kandidatov. Znova zagorelo gospodarsko poslopje. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.